Želim vam prijetno znanstveno popoldne v zavetju tvorca Lantieri in v družbi uglednih znanstvenikov, ki so v zadnjem desetletju del svojega časa posvetili poenotenju izrazov v stroki. Večina nas pozna različne oznake ali celo poimenovanja večjih veličin v elektrotehniki, fiziki, strojništvu, kar postane težavno, ko se te vede srečajo v specifičnem podpodročju tehnike. Avtomatika spada med vede, kjer se visokošolski pedagogi in raziskovalci zavedajo pomena jasnega in nedvoumnega strokovnega sporazumevanja. Zato ti strokovnjaki že desetletja skrbijo za ustrezno terminologijo, ki omogočajo nemoteno razumevanje problemov in rešitev ter interdisciplinarno komunikacijo. V predavanju bo predstavljeno terminološko delo na področju avtomatike s poudarkom na terminološkem slovarju avtomatike, ki je v slovenščini izšel leta 2014 in 2018 pri založbi ZRC, ter slovarju Terminological Dictionary of Automatic Control Systems and Robotics, ki je 2024 izšel pri založbi Springer. To predstavitev bodo izvedli naši gostje, zaslužni profesor dr. Richard Karba, redni profesor za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, Laboratoriju za avtomatiko in kibernetiko, po upokojitvi pa nadaljuje delo tudi na področju terminologije avtomatike. Potem naš kolega profesor dr. Juš Kocjan je redni profesor za elektrotehniko na Univerzi v Novi Gorici, Poslovno-tehniški fakulteti in znanstveni svetnik na Inštitutu Jožef Stefan na odseku za sisteme in vodenje. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem, simulacijo in avtomatskim vodenjem kompleksnih dinamičnih sistemov. Docentka dr. Mojca Žagar-Karer iz ZRC SAZU je znanstvena sodelavka in vodja oddelka za terminologijo, tudi docentka na podiplomski šoli ZRC SAZU. Raziskovalno se ukvarja s terminologijo, terminografijo, leksikologijo, terminološkim svetovanjem in pravopisom. Docent dr. Gorazd Karer je docent za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, v Laboratoriju za avtomatiko in kibernetiko. Gorazd Karer se raziskovalno ukvarja z modeliranjem, simulacijo in vodenjem kompleksnih dinamičnih sistemov. In seveda moj mentor, akademik profesor dr. Tadej Bajd, je redni profesor za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, dolgoletni član, nekoč tudi vodja laboratorija za robotiko in med letoma 2014 in 2020 tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Po upokojitvi pa nadaljuje delo tudi na področju terminologije v robotiki. Izvolite. Hvala lepa. Zgodba o naših dveh knjigah bo predstavljena, bi rekel, na štafetni način. Mi se bomo avtorji vsi zvrstili, vsak bo nekaj povedal. Jaz, na primer, kot najstarejši, seveda je logično, da se bom lotil malo bolj zgodovinskih stvari, ker lahko ugotovimo, da ima avtomatika v Sloveniji precej dolgo tradicijo. In po mojem mnenju tradicija da področju neko težo, ljudem, ki se pa s tem ukvarjajo, pa tudi neko določeno kompetenco, bi rekel. No, kako se je naša zgodba začela? Začela se je na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je bil takrat profesor Bremšak vodja elektrotehnike, in se je leta 1957 vrnil iz izpopolnjevanja, enoletnega izpopolnjevanja na Univerzi v Michiganu v Združenih državah. In tam se je v bistvu spoznal poleg logično dinamike in delovanja nuklearnih reaktorjev tudi z, po mojem bi bilo mogoče tole dobro, da takole naredim, se spoznal tudi za področji, bi rekel, kot so analogno računanje in pa
bi rekel, neki začetki vodenja, ki pravzaprav, ko je prišel v Ljubljano, pomenijo pravi začetek avtomatike v Sloveniji, to se pravi teorije vodenja, matematičnega modeliranja procesov in seveda računalniške simulacije. No, naslednja zadeva in korak pa je, ko se je stvar preselila na Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Tja jo je uvedel leta 1962 profesor Ludvik Gergek in je tudi profesora Benešaka takoj povabil k sodelovanju in skupaj sta utemeljila smer avtomatika na dodiplomskem in podiplomskem študiju. No, ta smer je bila vse skozi med močnejšimi na fakulteti, dejstvo pa, da so tako zgodaj začeli s podiplomskim študijem, ki je bil med zgodnejšimi v Evropi, pa pomeni, da smo relativno dobro sledili razvoju stroke. No, par besed o slovenski šoli avtomatike, kakor smo jo poimenovali mi. Gre za to, da kaj vse to vključuje. Poleg seveda gradnikov, regulacijske zanke in teorije vodenja, seveda gre tukaj tudi za matematično modeliranje sistemov, za računalniško simulacijo, potem za teorijo signalov in vezi, za meritve, tako električnih kot neelektričnih veličin in pa seveda tudi za biokibernetiko in robotiko. No, to je, bi rekel, izrazito interdisciplinarna in infrastrukturna veda, ki je tesno povezana z praktično vsemi naravoslovnimi vedami, potem z komunikacijskimi, proizvodnimi, informacijskimi tehnologijami, vse skozi tudi s področja umetne inteligence in se zaradi, bi rekel, enega posebnega sistemskega pristopa k reševanju problemov pojavlja v številnih tako tehniških kot netehniških področjih. Posebno, če gledamo, rečemo samo modeliranje in simulacijo, je to zadeva, ki je prisotna praktično povsod. No, kako je pa za terminološko problematiko? Terminološka problematika se pojavlja praktično povsod. Pri nas, v našem primeru, je seveda šlo v prvih fazah tako za neskladja med nemško in anglo-ameriško literaturo, kasneje, ko je seveda anglo-ameriška literatura postala glavna, pa tudi za relativen nered tudi v tej literaturi. Po drugi strani je pa jasno, da se je iz inštituta in fakultete avtomatika razširila tudi na druge fakultete Univerze v Ljubljani in seveda tudi na Univerze v Mariboru in na to univerzo, na kateri smo zdaj. No, da ilustriramo, kako vse skozi je do teh neskladij prihajalo, lahko povem, da sta že na samem začetku ustanovitelja, to se pravi profesor Gergek in profesor Bremšak, en vhodno-izhodni model, ki se mu angleško reče transfer function, imenovala vsak po svoje. Profesor Gergek prevajalna funkcija, profesor Bremšak pa prenosna funkcija. No, to ne bi pokazali, da so terminološka usklajevanja res nujna. In seveda vse skozi so ljudje poskušali na tem področju kaj narediti, malo bolj resni poskusi so začeli z ustanovitvijo Društva avtomatikov Slovenije in kasneje tudi Društva za simulacijo in modeliranje.
No, ta zadeva je prišla pravzaprav do neke faze, ko smo v igro stopili tudi mi z našima dvema knjigama. No, jaz bi končal z ugotovitvijo, da je za vsako uspešno delo, vsaj po mojem mnenju, potrebna dobra ekipa, ljudi, ki se med seboj razumejo, poznajo, imajo zaupanje v timsko delo in to se je izkazalo tudi pri nas. Malo je bila zadeva olajšana s tem, da smo praktično vsi, razen Mojce seveda, išli iz istega okolja in smo tudi pokrili z različnimi generacijami, bi rekel, precejšnjo obdobje. Mi dva stedja z profesorjem Bajtom, oprostite, sva stopila v to zgodbo relativno zgodaj, že na koncu 60-ih let, drugi seveda ustrezno kasneje, se je pa poleg tega jasno izkazalo, da brez strokovnjaka iz področja terminologije ne gre, v našem primeru je to strokovnjakinja, in da se vsaj v tovrstnem delu tega ne bi smeli izogibati. Juš. Hvala lepa za tale kratek uvod, da ste slišali, kako se je vse skupaj začelo. Jaz bom pa zdaj pokazal, kako smo se v bistvu organizirali pri izdelavi obeh slovarjev. In sicer najprej je nastal slovar za slovensko jezikovno področje. In sicer zaradi razlik, kot ste videli že v samih institucijah, pa seveda med institucijami, je Društvo avtomatikov Slovenije v bistvu dalo iniciativo, da se uredi terminologija na področju avtomatike. Zdaj, mi smo tehnično področje in na tehničnem področju ima angleščina velik vpliv. Ta vpliv se ves čas čuti in zaradi tega je terminološko v bistvu delovanje zelo, zelo pomembno. In tako je leta 2014 nastala prva izdaja, prva knjižna izdaja, ki je išla pri založbi ZRC SAZU. Eno leto zatem je že sledila potem elektronska verzija, ki jo dobite na zbirki Terminologišče. Vsem pa je dostopna preko portala fran.si. In potem smo seveda te zbirke obnavljali. Zdaj, sam slovar naj bi služil kot sistematičen pregled slovarskih terminov in gesel in je namenjen predvsem strokovnjakom in študentom, a tudi širše. Omogoča pa predvsem brezšumno komunikacijo med strokovnjaki. Namreč avtomatika je, kot smo slišali, interdisciplinarna veda in jo ne uporabljajo samo elektrotehniki, ampak seveda tudi strojniki, tudi gospodarski inženirji in druge vrste tehnike. Vsak pa jo, bom rekel, razume in tudi uporablja terminologijo malenkost drugače. Zdaj pa, da se to poenoti, je seveda potreben tak terminološki slovar, ki ima v glavnem normativno vlogo in ima seveda zaradi tega velik pomen v izobraževanju, da bi se bodoče generacije tehnikov, pa navsezadnje tudi netehnikov, izražale podobno ali enako. Po iniciativi, ki ga je dalo Društvo avtomatikov Slovenije, smo v bistvu kontaktirali terminološko sekcijo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki se z slovarji seveda ukvarja profesionalno in raziskovalno. In tvoril se je tim
iz različnih ustanov, zato da bi pokrili čim večje področje na področju avtomatike. Ekipa, ki je bila sestavljena tako iz strokovnjakov, avtomatikov, kakor iz strokovnjakov za terminologijo, je in seveda sedi tukaj v prvi klopi oziroma v prvi vrsti. Danes se je dobivala v rednih tedenskih srečanjih v 3 delih od leta 2011 do leta 2014. Imeli smo zelo intenzivno dejavnost in zdaj zastopali smo 4 različne institucije. Želeli smo pa vključiti seveda tudi v Univerzo v Mariboru, kar je bilo izvedeno preko zunanje strokovne komisije, ki je v bistvu pregledovala vse delo, ki smo ga opravili. Vsak od nas, ki je sodeloval pri tem delu, pa je tudi kontaktiral oziroma uporabljal vire in znanja drugih strokovnjakov na tem področju. Taki terminološki, ne slovarji, ampak zbirke so v bistvu nastajali že prej. Pravi, da naši starejši kolegi so naredili zametke teh zbirk, ampak ko smo začeli s slovarjem, smo ugotovili, zelo hitro ugotovili, da ne bomo mogli posodabljati teh izrazov, marveč moramo začeti iz začetka. Se pravi, iz popolnoma prazne baze podatkov smo potem gradili, predvsem na podlagi učbenikov in redke strokovne literature v slovenščini. Na začetku smo bili zelo samozavestni in smo seveda bili prepričani, da lahko kot avtomatiki sami gradimo tak slovar, no, pa smo se hitro ušteli in ugotovili, koliko terminološkega znanja nam manjka. Seveda to ni naša stroka, a ne, in potrebno je to sodelovanje. No, v prvi izdaji, ki je bila seveda pregledana tudi, so jo pregledali tudi zunanji recenzenti, smo zbrali dobrih 1700 iztočnic v slovenščini in kar 2007 angleških ustreznikov. Že v drugi dopolnjeni in pregledani izdaji, ki je šla elektronsko, pa se je to namnožilo na 2020 iztočnic v slovenščini in kar 2306 angleških ustreznikov. Slovar je živa stvar in strokovni tehnični jezik prav tako. Torej, pričakujemo, da verjetno v naslednjem koraku se bo to še pomnožilo. Zdaj smo dobili krila in če smo že naredili toliko veliko, čez 2000 angleških ustreznikov, smo rekli, zakaj pa ne bi mi še izdali posebej angleško verzijo. Stopili smo v stik za založbo Springer, ki je podprla našo idejo in leta 2018 smo začeli delo z isto ekipo. Delo je bilo intenzivno, imeli smo 106 sej, da smo končali do leta 2024 in zbrali seveda še več, tokrat 2433 iztočnic. Zdaj, avtomatika je izraz, ki sploh nima ekvivalenta v angleščini. In zaradi tega smo mogli naslov angleškega slovarja v bistvu napisati bolj opisno, saj avtomatika vsebuje tako avtomatsko vodenje, matematično modeliranje, simulacijo dinamičnih sistemov, tehnologijo avtomatizacije in seveda robotiko. Zdaj, da bi lahko popolnoma razložili naše termine, smo seveda vključili tudi določene pojme iz obdelave signalov, informacijskih tehnologij in proizvodnih tehnologij. Da pa le ne bi šli na preveč široko področje, smo gesla na primer iz matematike ali elektronike izpuščali.
Rekel sem že, da je slovar živa zadeva in se ves čas razvija. V planu imamo, da bomo slovarje periodično obnavljali, jih po potrebi širili. In tukaj seveda apeliramo tudi na vso strokovno, tudi nestrokovno javnost, da nam sporoča svoje želje in pripombe na elektronski naslov, ki je odprt posebej za ta namen. No, podrobneje o samem slovarju pa kolegica. Hvala. Torej, zdaj bomo pa si ogledali nekaj malce bolj praktičnih stvari. In sicer, kje najdemo vse te naše slovarje. Kot je bilo že omenjeno, prva izdaja je bila izdana leta 2014 v knjigi. Zdaj lahko se zgodi, da ko si zaželite pogledati v slovar, je knjigarna že zaprta, tako da je objavljen slovar tudi v obliki PDF na portalu OMP, ki ga založbe ZRC, in sicer je objavljen celoten PDF, ki ga lahko kadarkoli snamete. To je prva izdaja. Druga izdaja, kot je že omenil Juš, pregledana, dopolnjena, je dostopna v elektronski obliki. Na terminologišču in sicer v elektronski obliki, v obliki iskalnika. Ta oblika je seveda nekako najbolj uporabna za širšo javnost, je pa to pravzaprav slovar v celoti, vključno s spremljajočimi besedili. Tole dobite, če greste na terminologišče, pa poiščete terminološki slovar avtomatike. Na levi so vsa besedila, uvod, zasnova in zgradba slovarja, literatura in tako naprej. Včasih kdo prebere tudi to. Sicer pa je na desni iskalnik, kjer lahko po slovarju iščemo po iztočnici, torej po terminu, po razlagi in pa po ustrezniku. Zakaj je to pomembno? Zato, ker veliko strokovnjakov iskanje pravzaprav začne v angleščini, se pravi, poznajo angleški termin, pa jih zanima, kakšen je slovenski termin in ne obratno. In če nas recimo zanima, kaj je to povratna zanka, to vpišemo in dobimo 3 zadetke. Prvi je povratna zanka, potem pa še enotina povratna zanka in pa enotska povratna zanka, se pravi ena vrsta povratne zanke. Ne vem, če ste kdaj slišali za portal Fran, se pravi portal, na katerem najdete vse slovarje, ki jih je izdal Inštitut za slovenski jezik. Ampak tudi preko portala Fran lahko pridete do našega slovarja. Tako da, če recimo, zdaj to je primerno takrat, kadar po Franu iščemo takrat, kadar nas zanima neka beseda. Zato, ker bomo dobili zadetke v zelo različnih slovarjih, torej v splošnih slovarjih, etimoloških slovarjih, zgodovinskih slovarjih, narečnih in tako naprej, seveda tudi terminoloških. In če nas, recimo tule je en primer, če nas zanima algoritem, bomo na Franu dobili prvi zadetek, seveda iz SSKJ, in tam bo že nek namig, da gre za nek matematični pojem. Potem dobili bomo tudi zadetek iz pravopisa, kjer vidimo, da je to tudi jezikoslovni termin, in pa potem seveda dobimo tudi nekaj zadetkov iz našega slovarja. Torej algoritem vodenja, evolucijski algoritem, genetski algoritem in tako naprej. Ni pa v našem slovarju iztočnice algoritem. Prav zato, ker je to nek splošnejši pojem, za katerega seveda se razume, da ga strokovnjaki za avtomatiko poznajo. No, če potem kliknete na recimo algoritem vodenja, vas bo sistem odpeljal na terminologišče, kjer boste dobili definicijo in pa tudi angleški ustreznik. Potem pa se lahko seveda vrnete nazaj na Frana, pa pogledate še kaj drugega. Morda nekaj besed čisto o tem, kako so pravzaprav videti slovarski sestavki v našem slovarju. Struktura je pravzaprav relativno enostavna. Tukaj imamo primer 3 povezanih slovarskih sestavkov. Torej,
osnovni slovarski sestavek je sestavljen iz iztočnice, definicije, morebitnih sinonimov in pa angleškega ustreznika, torej angleškega termina. Iztočnica je vedno onaglašena, to pomeni, da znamo besedo prebrati. Imamo tudi rodilniško končnico, kar pomeni, da si lahko celotno sklanjatveno paradigmo izdelamo, in pa seveda podatek o spolu. Najpomembnejša stvar pravzaprav in tudi tista, s katero smo se največ ukvarjali, kot lahko potrdijo kolegi, je definicija. Definicija uvršča pojem v pojmovni sistem stroke, zato je to kar zahtevno delo, da se jo napiše tako, da res drži. Potem sledijo sinonimi. Sinonimi so različna poimenovanja za isti pojem. To je v strokah kar pogosto in lahko povzroča neko sporazumevalno zmedo. Zato si terminološki slovarji ponavadi prizadevajo za neko normativno usmerjanje. To pomeni, da med različnimi sinonimi izberemo enega, ki je prednostni, se pravi, ki je bolj primeren, ustreznejši, seveda po mnenju avtorjev slovarja. No, tule recimo vidimo primer gradnja zemljevida, mapiranje in kartiranje. To so 3 sinonimi za isti pojem. In kot lahko vidite, smo se odločili, da bo prednostni termin kartiranje. Se pravi, mapiranje ima to težavo podobnosti oziroma jasne povezave z angleškim terminom mapping, kjer pač mapa ni karta, se pravi, to je tako imenovan lažni prijatelj. Gradnja zemljevida pa je pravzaprav čisto v redu poimenovanje, ampak je malce dolgo in po nepotrebnem sestavljeno iz 2 sestavin, tako da je pravzaprav kartiranje najustreznejši termin za ta pojem. No, na koncu, kot rečeno, je povsod dodan angleški ustreznik. Zdaj, angleških ustreznikov je včasih lahko tudi več, odvisno od posameznega primera. Za terminologijo različnih strok so značilne tudi kratice, in sicer so v različnih terminologijah različno zastopane. Zdaj, v avtomatiki jih je, lahko bi rekli, srednje veliko. V kakšni medicini jih je še bistveno več, v kakšni drugi stroki pa jih skoraj da ni. No, kratice smo mi obravnavali kot neko posebno vrsto sinonimije. Zakaj posebno? Ker gre tule pravzaprav za neko predvidljivo razmerje na ravni poimenovanja. Se pravi, PLK je programirljivi logični krmilnik. Zato je tudi tukaj obojesmerna puščica, kar pomeni, da lahko oba enakovredno uporabljamo, in kot vemo iz prakse, se pogosto kratica uporablja celo večkrat oziroma pogosteje kot dolga polna oblika termina. No, tudi tukaj lahko vidite, da imamo poleg kratice še recimo 3 sinonime. In pa tudi v angleščini imamo kratico in pa dolgo obliko. In tule slučajno tudi nekako sovpadejo sestavine, razen tistega C-ja, K-ja. No, zgodi se, da termin označuje več pojmov, tako kot v primeru mirovnega kontakta. Prvi pojem je kontakt v releju, drugi pa element lestvičnega diagrama. V takem primeru to v slovarju prikažemo takole z 2 ločenima definicijama. No, zelo pomembno pri terminološkem slovarju je, kako se lotimo pisanja definicij, in sicer morajo biti definicije med seboj usklajene. Terminologijo namreč vidimo kot neko mrežo pojmov, ki so med seboj povezani. In tule lahko na primeru vidite, kako se to odraža v definicijah. V prvem primeru, ki je primer za gradientno metodo in metodo Newton-Raphson, lahko vidimo, da je metoda Newton-Raphson navedena kot primer pri gradientni metodi. Se pravi, to je neka vrsta gradientne metode, medtem ko se definicija pri metodi Newton-Raphson začne z uvrščevalno sestavino gradientna metoda, torej z neko nadpomenko.
V drugem primeru lahko vidimo primer za optimizacijsko metodo in pa dve vrsti optimizacijske metode, torej stohastična optimizacijska metoda in deterministična optimizacijska metoda. In tukaj vidimo, da v obeh primerih se definicija začne z optimizacijska metoda, ki se pravi, to je neka vrsta optimizacijske metode. Tako je lahko se nekako razberejo ta medpojmovna razmerja tudi iz samih definicij. No, potem pa še nekaj besed o našem angleškem slovarju. Nekaj je bilo že povedanega, torej tukaj ni šlo za prevod, ampak bolj za adaptacijo. Se pravi, prvi slovar je bil dvojezičen, se pravi slovensko-angleški, tale pa je seveda angleško-angleški, torej enojezični slovar. Še vedno je namenjen strokovnjakom, študentom in ostalim, ki jih ta terminologija zanima in ki imajo tudi nekaj predznanja. Zelo težko je ta slovar uporabljati brez vsakršnega predznanja. Ima pa za razliko od slovenskega daljše definicije, sestavljene tudi iz več povedi in pa tudi več primerov. To je bila naša zavestna odločitev, da bomo te pojme predstavili nekoliko na širše oziroma na daljše. Smo pa obdržali kazalke, sicer tukaj nimajo takšne normativne vloge, kot jo imajo v slovenskem slovarju, smo pa z njihovimi pomočmi nekako vendarle zbrali te sinonime, tako da jih lahko uporabnik najde in dobi informacijo, da gre za isti pojem. No, tule je še struktura, da si lahko malce bolj plastično predstavljate. Iztočnica, se pravi, je angleška, tukaj ni nobenih podatkov na glasu in podobnega. Definicija, vidite, je bistveno daljša kot pri slovenskih slovarskih sestavkih. Navajamo tudi sinonime in tudi sinonime, kot vidite, z puščico usmerjamo na osnovno geslo in tudi tukaj se seveda to pojmovnost smo nekako skušali, animometer je seveda nadpomenka, tako da je to nekako razvidno tudi v angleškem slovarju. Zdajle pa predajam štafeto Gorazdu. Ja, hvala. Jaz bi vam pa rad predstavil nekaj, po mojem mnenju, bolj zanimivih problemov, na katere smo naleteli pri pripravi tega slovarja. Torej, to so tako problemi v povezavi z slovensko verzijo slovarja, kot tudi z angleško verzijo slovarja. En tak termin je že prej omenjena avtomatika, ki, kot je že kolega Juš povedal, pravzaprav nima pravega angleškega ustreznika. No, če se držimo tle še nekako te recimo besedne družine oziroma družine terminov s korenom avtomatika, avtomatski, in če malo poiščemo po našem slovarju, lahko ugotovimo, da najdemo v tem primeru 10 takih terminov. Mogoče bi tu izpostavil še avtomatizacijo, torej termin, ki ima dva pravzaprav zelo sorodna pomena. Prvi je uvajanje avtomatov v tehnične sisteme, kar omogoči njihovo samostojno delovanje. Drugi je pa potem uporaba tehnologije vodenja za zmanjšanje potrebe po sodelovanju človeka v proizvodnih in servisnih dejavnostih. Tako da to so pač recimo neki taki osnovni termini, ki se vežejo tudi na nekako glavno temo samega slovarja, glavno temo naše stroke, kot rečeno, avtomatika, ki nima angleškega ustreznika. Dodatno bi mogoče omenil še avtomatsko vodenje, predvsem v primerjavi z ročnim vodenjem, namreč pri avtomatskem vodenju imamo regulirno oziroma krmilno veličino določa tehnični sistem brez posredovanja človeka, pri ročnem vodenju pa v bistvu na samo delovanje sistema vpliva predvsem človek. Podobna situacija, razen seveda že prej omenjene avtomatike, je tudi pri angleških terminih, tako da v tem smislu imamo automation, avtomatizacija nekako na zelo podoben način definirano.
automatic control in manual control, oziroma avtomatsko in ročno vodenje, sta pa tu malenkost razširjenja, ker kot smo že povedali, smo si pri angleški verziji dovolili tudi mogoče malenkost malo širše definicije, tako da smo imeli tudi malo več prostora za še kako informacijo dodati. Ena taka zelo pomembna besedna družina je tista, ki se nanaša na vodenje, razna vodenja, taka in drugačna, ne? In če poiščemo vodenje oziroma termine, ki vsebujejo sestavino vodenje v našem slovarju, vidimo, da je kar precej zastopano, namreč najdemo kar 65 različnih iztočnic. Vemo, da vodenje čisto v osnovi pomeni neko kakršnokoli pravzaprav vplivanje na delovanje sistema z izbranimi ukrepi, z namenom seveda doseganja zastavljenega cilja. To pomeni, ali zato spreminjamo neke veličine, lahko določamo nek vrstni red operacij ali kaj podobnega. V drugem pomenu je pa to pretvarjanje informacije o vodenem procesu in njegovem okolju v odločitve in ukrepe, ki ob upoštevanju teh kriterijev in omejitev dejansko zagotavljajo potem doseganje nekega zastavljenega cilja. Jasno, kot rečeno, imamo še kup enih različic vodenja, takih in drugačnih vodenj, mogoče v te se zdaj ne bi preveč spuščal. Omenil pa bi vseeno še kontrolo, namreč zaradi podobnosti z angleškim control, se vodenje zelo pogosto iz angleščine prevaja kot kontrola, kar je seveda neustrezno. Zato smo tudi v našem slovarju, da bi na to neustreznost opozorili in tudi usmerili na bolj ustrezen termin, naredili te dve kazalki, torej kontrolo smo usmerili ali na nadzorno vodenje v prvem in drugem pomenu ali na čisto osnovno vodenje spet v prvem ali drugem pomenu. Izkaže se, da strokovnjaki, študenti in vsi, ki se s tem področjem ukvarjajo, oziroma pravzaprav s katerim koli področjem, zelo radi uporabljajo tudi kakšne avtomatske prevajalnike in avtomatski prevajalniki zelo radi vodenje prevedejo kot upravljanje, kar pa z terminološkega vidika, vsaj na našem področju, absolutno ni primerno, ni sprejemljivo in zato smo tudi upravljanje v tem primeru usmerili na bolj ustrezni termin, to je v tem primeru seveda vodenje v prvem oziroma v drugem pomenu. Zdaj, v okviru vodenja bi opozoril še na eno mogoče zanimivo zadevo, in sicer pri vodenju poznamo dve osnovni različici. To sta odprtozančno vodenje oziroma krmiljenje in zaprtozančno vodenje oziroma regulacija. V bistvu gre pri regulaciji samo zato, da uporabljamo povratno zanko, pri krmiljenju pa povratne zanke ne uporabljamo. Ampak do tu vse lepo in prav, problem pa se pojavi, ko smo gledali, kako različne institucije poimenujejo odprtozančno vodenje in kako zaprtozančno vodenje. Izkazalo se je namreč, da nekateri rečemo odprtemu zančnemu vodenju krmiljenje in zaprtozančnemu vodenju regulacija. Po drugi strani so pa na nekaterih institucijah ta poimenovanja bila ravno obratna. Torej, odprtozančno vodenje so mu rekli regulacija, zaprtozančnemu pa krmiljenje. Jasno, taka težava oziroma taka nedoslednost vnaša eno kar precej zoprno sporazumevalno zmedo in z terminološkega vidika je taka situacija popolnoma nesmiselna. In zato je tudi ta naš slovar nekako poskušal dodati en korak oziroma en prispevek k poenotenju te vse terminologije, vsaj te, ki se pač uporablja v glavnih institucijah, ki se z avtomatiko ukvarjajo v slovenskem prostoru. In vsaj to lahko rečemo, da pri izdelavi oziroma pri pripravi tega slovarja, da so glavne institucije sodelovale ali direktno z pomočjo ali z nekim preverjanjem gesel, tako da upam, da smo vsaj v veliki večini uspeli tudi tiste problematične zadeve, kot recimo tole krmiljenje pa regulacijo, tudi uspešno poenotiti in s tem zagotoviti uspešnejšo oziroma manj problematično komunikacijo med strokovnjaki na področju avtomatike. Podobna zadeva, če pogledamo na angleškem primeru, tu imamo control, spet prvi pa drugi pomen.
zelo podobno definiran kot tudi v slovenskem slovarju. Za krmiljenje imajo Angleži uveljavljen izraz open loop control, kar izhaja spet iz te zanke, ki jo razklenemo. Za regulacijo pa je prednostni termin feedback control, čeprav je res, da se uporablja včasih tudi closed loop control, predvsem v smislu nasprotja z open loop control. Mogoče še nekaj zanimivih problemov, recimo na primeru PLK-ja oziroma programirljivega logičnega krmilnika. Gre za napravo, v bistvu mikroprocesorski krmilnik, ki je lahko v kompaktni ali v modularni obliki in ga je mogoče programirati, predvsem pa je prilagojen industrijskemu okolju, v bistvu naprava, s katero se avtomatiki, ki delujejo v industriji, kar precej pogosto srečujejo. Ampak pri tem PLK-ju je v bistvu prišlo zgodovinsko gledano do ene, mogoče lahko rečemo, poimenovalne neustreznosti. Namreč programirljivi logični krmilnik ni logični krmilnik, ki ga je mogoče programirati, ampak je v bistvu krmilnik, ki ima programirljivo logiko. Tako da mogoče bolj ustrezno poimenovanje bi bilo krmilnik s programirljivo logiko, potem sicer ne bi imel te lepe kratice PLK, kakorkoli že, ampak podoben problem se pojavi tudi v angleškem govornem prostoru. Namreč tudi Programmable Logic Controller, precej bolj ustrezen zapis bi bil Programmable Vezaj Logic Controller, ampak dejansko, tako ko smo gledali literaturo in vse, se izkaže, da je bistveno bolj uveljavljena tale varianta brez vezaja in potem verjetno tudi pri prenosu iz angleškega v slovensko govorno področje, tudi mogoče zaradi ohranjanja podobnosti kratice, PLC oziroma PLK, se je nekako tudi v slovenščini uveljavil programirljivi logični krmilnik, čeprav mogoče, kot rečeno, gre za vsaj malenkost nedosledno poimenovanje. No, če ostanemo še malo v industrijskih vodah, še ena zadeva, ki se žargonsko, pogosto se ji reče kar SCADA, to je v bistvu angleška kratica za Supervisory Control and Data Acquisition. Gre pa v bistvu, ko govorimo o SCADI, najpogosteje mislimo na navaden nadzorni sistem. Tako da v bistvu bi lahko precej bolj ustrezno SCADO poimenovali kot nadzorni sistem. Res pa je, da po drugi strani včasih z besedo SCADA oziroma s terminom SCADA označujemo tudi programski paket za načrtovanje nadzornega sistema oziroma tisto programje, ki omogoča razvoj in izdelavo samega nadzornega sistema. Zdaj v angleščini se ponavadi SCADA uporablja v tem našem prvem pomenu, torej v pomenu nadzornega sistema. Ko pa govorimo v angleščini o nekem programskem paketu, ki omogoča sam razvoj in izdelavo takega nadzornega sistema, pa navadno govorimo o SCADA software. Tako da je potem, da v bistvu tudi razdvoumimo na ta način, kaj SCADA pomeni. Mogoče še nekaj zanimivih problemov v zvezi z izgovorjavo. Tle moram pa pogledati, če na računalnik, imam še ene zapiske, da bom povedal točne letnice. In sicer zanimive so tudi rešitve izgovorjave terminov, ki vsebujejo oziroma ki izvirajo iz lastnih imen, navadno nekih inženirjev ali pa znanstvenikov, ki so se s tem področjem ukvarjali. Tu včasih vpeljemo tako imenovano ožjo terminološko normo in v naslednjih primerih bomo videli, da je v stroki uveljavljena v bistvu izgovorjava, ki vsaj deloma odstopa od nekih recimo pravil, ki bi sicer določala neko izgovorjavo. Tako da tak primer je recimo Bodejev diagram, ki je poimenovan po ameriškem inženirju in izumitelju, ki je bil sicer nizozemskih korenin. To je bil Hendrik Wade Bode. On je bil rojen leta 1905 v Wisconsinu, umrl je leta 1982 v Massachusettsu. In tale njegov diagram v slovenščini poimenujemo kar Bodejev diagram, v angleščini je to seveda Bode plot. Nizozemsko je pa tale priimek izvorno Bode, torej s polglasnikom na koncu, ampak praktično nikjer se te izvorne izgovorjave ne uporablja. Malo drugačna rešitev
verjetno tudi zaradi nedomačega zapisa, se je uveljavila pri terminu Nyquistov diagram. Ta je dobil ime po švedsko-ameriškem fiziku in elektroinženirju Harryju Nyquistu. On je bil rojen leta 1889 v Värmlandu na Švedskem, umrl je pa 1976. leta v Teksasu. No, slovenska izgovorjava njegovega diagrama je Nyquistov diagram, Angleži rečejo temu Nyquist plot, švedsko je pa v bistvu izvorna izgovorjava priimka Nyquist, tako da spet nimamo te povezave, kot bi jo sicer pričakovali z nekim izvirnim, z neko izvorno izgovorjavo. Zdaj, v povezavi z izgovorom je zanimiv tudi prvi del tandema John Ziegler in Nathaniel Nichols, ki sta razvila metodo za določanje parametrov PID regulatorja. Očitno smo to metodo in poimenovanje v Sloveniji prevzeli predvsem z nemškega govornega področja, kjer se priimek Ziegler izgovori v bistvu Ziegler. Zato se v slovenščini je tudi nekako uveljavila izgovorjava metoda Ziegler-Nichols, čeprav je gospod Ziegler pravzaprav celo življenje deloval v Ameriki, tako da najbrž je izvorno oziroma vsaj bolj navajen bil na ime Ziegler. Zdaj, mogoče čisto tako malo v razmislek, pa malo za provokacijo, še ena zanimiva zadeva. Zelo pogosto se v terminih vpeljujejo neki izrazi, ki vsebujejo recimo neke dele terminov, ki se navezujejo na pamet, na inteligenco. Zdaj, po pravici povedano, se to naredi bolj kot zaradi nekih vsebinskih namenov, mogoče bolj kot neka zloraba v marketinške namene, tako da smo se tudi v našem slovarju poskušali čim bolj držati nekako res uveljavljenih terminov z nekako temi elementi pamet pa inteligenca. Tako da v slovenskem slovarju smo na koncu se nekako omejili na 4 take termine, to so pametna tovarna, inteligentni senzor, inteligentno vodenje in umetna inteligenca. Po drugi strani imamo pa pri angleški verziji slovarja kar 9 takih terminov. To so smart building, smart factory, smart home, smart sensor, AI oziroma artificial intelligence, intelligent building, intelligent control in še intelligent sensor. Zdaj, a je razlog v tem, da Američani v primerjavi, Američani pa Angleži, tako pač angleško govorno področje, v primerjavi s Slovenci več dajo na pamet pa inteligenco, ali je mogoče razlog v tem, da so samo manj občutljivi na recimo marketinške zlorabe, tovrstnih terminov pa ostaja še zadeva, ki je odprta za debato. No, mogoče pa še čisto za konec, mogoče bo kdo tole prepoznal, Engineering Media, Brian Douglas, ki je v naših krogih kar poznan gospod, sicer inženir, prav tako dela pri Networksu, sicer pa je poznan po risanju takih zabavnih stripov z našega področja, to ni edini, no, ampak ta je tak bolj zanimiv. In on je tudi naredil tale Map of Control Theory, ki obravnava tudi različne pojme in področja, ki smo jih seveda tudi mi obravnavali v obeh naših slovarjih. No in ko je Brian Douglas slišal za tale naš angleški slovar, ko je izšel in ko je slišal za naše terminološko delo, kaj smo naredili, pa še slovensko verzijo, pa to, je stopil v kontakt z nami in dal predlog, da bi mogoče lahko tale Map of Control Theory prevedli tudi v slovenščino. No in to smo tudi naredili in tale zemljevid teorije vodenja je zdaj tudi pripravljen, objavljen na spletni strani Engineering Media in mislim, da bo tudi taka zelo zanimiva in do neke mere tudi zabavna popotnica recimo za neke študente avtomatike, ki se mogoče sploh začenjajo ukvarjati s tem področjem ali pa so že malo tudi napredovali na področju avtomatike. No, moja naloga je bila pa robotska terminologija. Tukaj sem imel en poseben privilegij, ki se v znanosti redko zgodi. Namreč kot Slovan sem imel opravka za slovansko besedo. Čeh,
Karl Čapek si je besedo robot izmislil za svojo dramo RUR, Rossum Universal Robots, in tukaj imam češko, angleško in slovensko izdajo. Češka je šla leta 1920, Slovenci smo bili takrat zelo robotiki in že leta 1921 smo imeli slovenski prevod. In kar je najlepše, v vseh treh knjigah je beseda robot, noben ni prevajal s kakšno drugo besedo. In kar je še lepše, v vseh znanstvenih člankih, v vseh učbenikih, v vseh strokovnih knjigah imamo besedo robot. Naj bodo francoske, naj bodo angleške, naj bodo nemške. No, seveda sem sam tudi precej opravka z besedo robot, tako je kar 43 terminov bilo takih, da sem imel robot ali pa robotik na prvem mestu, recimo robot ethics, in potem 58 terminov, kjer sem bil pa robot ali pa robotics na drugem mestu, recimo medical robotics. In vsega skupaj pa je robotskih terminov 217, se pravi zelo veliko z besedami robot. Sam študij robotike smo začeli razmeroma zgodaj, že leta 1975. Začel s predavanji pravzaprav beograjski profesor Miomir Vukobratovič na 3. stopnji, potem je kolega profesor Kralj nadaljeval z študijem na 2. stopnji, bil sem njegov asistent, potem so nastali 4 predmeti na 2. stopnji in danes je pa že smer na magistrskem študiju za robotiko. Tako smo zelo hitro napisali tudi učbenik. Najpomembnejši ameriški učbenik je napisal profesor Richard Paul, je izšel leta 1982, mi smo pa že 1985 izdali prva skripta industrijska robotika. No, posebej pomembna je pa tale učbenik robotika, namreč vpeljali smo na fakulteti takrat visoko strokovni študij. Visoko strokovni študij ne obstaja več. To bi bila nekakšna primerjava morda s prvo bolonjsko stopnjo, vendar je bil precej boljši kot prva bolonjska stopnja, trajal je skoraj 4 leta in vseboval tudi prakso. In vpeljali smo robotiko tudi na ta visoko strokovni študij. To je bilo pa nekaj v bistvu nezaslišanega za tedanji svet, namreč robotika se je predvsem v Združenih državah predavala samo v zadnjih letnikih tehniških fakultet in pisci učbenikov so kar tekmovali, kdo bo napisal bolj kunšten učbenik, kar se tiče fizike in matematike predvsem. Mi smo se pa trudili, da napišemo čisto preprost učbenik za nekoga, ki je v 3. letniku študija. No, in tukaj smo dodali temu učbeniku tudi slovarček. Slovarček je vseboval 189 terminov in sicer je mu iztočnico slovensko, ustreznik angleški in pa definicijo. No, ker je bil ta učbenik tako preprost, ne zato, ker je bil tako odličen, je bil tudi zanimiv za založbo Springer. In ga je izdala in tukaj smo pa naredili slovar z 140 termini in sicer je bil posamezen izraz in angleški in nemški in francoski, sama definicija je bila pa v angleščini. Seveda tega nisem zmogel sam, pomagal mi je kolega Nemec profesor na ETH-ju in pa kolegica francozinja iz Montpellierja. Knjiga je bila uspešnica, tako da jo je Springer Verlag izdal še enkrat, drugo izdajo, precej dopolnjeno in leta 2022 išla celo v kitajščini. No, rekel sem že, da smo nadaljevali kot smer za robotiko na fakulteti za elektrotehniko in pojavili so se novi predmeti, novi naslovi, haptični roboti je bila ena taka tema, navidezna resničnost, druga. In skušali smo slovenske učbenike in angleške učbenike narediti za vse te predmete, tako da so tudi ti študenti Erasmus lahko se vpisovali na smer robotike. Seveda pa so bilo potrebno spet več in več dela na terminologiji. Moram pa povedati, da sem ves čas bil član Društva avtomatikov in ves čas pošiljal besede društvu, ki jih je že zelo zgodaj, še pred tem prvim slovarjem, zbiralo v obliki brošur, CD-jev in vse te robotske vključevali med besede avtomatikov.
No, nam velikrat očitajo tehnikom in naravoslovcem, da vse članke pišemo v angleščini, kar je resnica. Potem je upravičeno vprašanje, ja, kaj vam pa bo slovenska terminologija, a jo sploh rabite. Že prej sem omenil učbenike, učbeniki so gotovo ena stvar, za katero jo rabimo. Potem pa so tukaj tudi poljudnoznanstvene knjige. V okviru Matice in v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti smo izdali 3 take poljudnoznanstvene knjige. In na koncu koncev novinarji, bodisi v časopisih, bodisi na televiziji, poročajo o uspehih Yaskave in tudi oni morajo poznati pravo terminologijo. No in na koncu še delo na angleškem slovarju. Tukaj sem začel čisto znova. Namreč 2 stvari sta bile novi. Založba Springer je izdala tudi zelo obsežno enciklopedijo in tista enciklopedija mi je bila važen izvor iskanja besed. Posegel sem pa tudi po standardih. Standardi so bistveno drugačni od učbenikov, nastajajo v industriji in uporabljajo izraze, ki nam mogoče kjerkrat niti ne pridejo na misel. No, za začetek sem vzel en zvezek in si v ta zvezek zapisal nekaj, kar so bile neke misli, neki stavki, ki sem jih od nekod prepisal. In šele potem, ko sem vse pregledal, kar sem imel namen pregledati, sem si pa razdelil delo na posamezna poglavja. Robot, geometrija in kinematika, dinamika, vodenje in programiranje, senzori, prijemala, haptičnost in teleoperacija, humanoidna robotika, industrijska robotika, proizvodni sistemi in robotsko okolje, človek in stroj, sodelujoča robotika, servisna robotika, mobilna robotika. Potem sem pa še v vsakem poglavju termine razdelil na tiste, ki so bolj splošne in nadaljeval do tistih bolj specialnih. In na ta način pravzaprav sem videl, da terminološki slovar ni samo slovar, ampak je tudi neke vrste učbenik ali pa vsaj en uvod v učbenik. In s tem zaključujemo naše predavanje. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem predavateljem, bili ste odlični, tako nazorno pokazati razne termine, ki smo se jih še tudi mi v študiju lovili, nikoli si nismo bili na jasnem, kaj je krmiljenje, kaj je regulacija. Eni so s tem odprtozančno pa zaprtozančno je bilo že veliko boljša definicija, ker tudi v angleškem jeziku je bilo nekako zelo jasno open loop pa closed loop control, ker control je tudi en tak izraz, ki jo velikokrat najdete kot kontrola. Kako ste se pri tem poenotili z štajerskimi kolegi, ki so imeli tudi drugačne poglede? Profesor Karba, mogoče vi? Podal mikrofon, ker je... A takole gor moram jaz. To je pa zelo težko, veste. No, jaz bi rekel, da se pravzaprav nismo poenotili. Nažalost ne, zaradi tega, ker so pač nekateri starejši profesori gnali svoje definicije, jaz pa upam, da mlajši že počasi prevzemajo tudi zadeve, ki so podane v tem slovarju. To tudi, bi rekel, nekako ilustrira, kako težko je pravzaprav in nekako odgovorno delo v tem smislu, kaj bi izbral kot normativni termin. Tako da o tem govoriti, koliko časa traja, da se kakšna reč, bi rekel, preuredi iz prejšnjega nereda v neki red, je resnično težko govoriti. Hvala lepa. Preden bi jaz postavil še kakšnih 1000 vprašanj, bi pa tudi našim poslušalcem pa našim gostom dovolil, da kakšno vprašanje postavijo. Izvolite. Hvala lepa.
Ja, najprej bi pohvalil tole res ogromno delo. Ne, tole mislim, da je res nekaj pomembnega za slovenski prostor, predvsem ta seveda slovenski del, ker pač pomaga graditi nekako našo identiteto tudi, a ne. Pa seveda tudi ta angleški del verjamem, da bo pač prispeval k, rečemo, urejevanju zadev na tem področju. Moje vprašanje pa je naslednje. Kakšne so izkušnje z uporabo, recimo predvsem na spletišču? Spremljate kaj, koliko je, bom rekel, ta stvar uporabljena oziroma kakšna je situacija? Hvala. Ja, so neke statistike, kot je Google Analytics in podobno, ampak tukaj bi v bistvu težko z samimi številkami, ker je najbolj pomembno, da se to uporablja v stroki. A ne? In tukaj pravzaprav recimo kolegi na fakultetah, ne, ki tukaj seveda tudi to predavajo in vključujejo slovar v svoje delo. A ne? Tukaj se zelo veliko naredi in da tudi študentje recimo so seznanjeni s tem, da vedo, kam pogledati. Ti slovarji so objavljeni v prostem dostopu, nihče ne more reči, da ni dostopno. Je pa seveda odvisno, ne, koliko se bo kdo potrudil pa pogledal. Tako da preko portala Fran se dostopnost bistveno poveča, ker je Fran v bistvu najbolj uporabljeni slovenski portal. Slovarski, a ne, tako da preko tega pridemo tudi do mogoče naslovnikom, ki jim primarno niti ni bil slovar namenjen, pa morda pridejo do te informacije. Zdaj za samo stroko je pa mogoče dobro, da res strokovnjaki vedo, da to obstaja in da je to njihov slovar, no, da je tam za njih. Vsake toliko pogledamo statistiko, ampak zdajle na pamet. Ne vem na pamet, ampak enkrat sem gledal in moram reči, da me je kar presenetilo, bilo je več milijonov zadetkov, tako ob tem, da vemo, da avtomatikov ni toliko v Sloveniji. Tako da. Ja. Odlično, morda še kakšno vprašanje. You may also raise a question in English. So any English questions related to the English version of the terminology dictionary? Če ni nobenega vprašanja, bi pa jaz postavil eno provokativno vprašanje. Kaj je robot? V terminologiji nismo zasledili hišnih robotov, gospodinjskih robotov, ki jih danes tako komercialno poimenujejo. A je to? Ja, v slovarju je vse to vključeno. Vse te uporabe robotike, bodi si hišna robotika, bodi si servisna robotika, bodi si robotika v medicini, in pa tudi seveda sama definicija robota, ki ga karakterizirata dve stvari, neke vrste inteligenca, karkoli že je inteligenca, in pa gibanje. Brez gibanja pač robota ni. Se pravi, nek sistem, ki se giblje in ima neko inteligenco. Jaz pravzaprav rad uporabljam, ne uporabljam rad besede inteligenca, čeprav se veliko uporablja, ampak se da priti v robotiki skozi z besedo avtonomnost. V bistvu s tem, da ima robot senzorje, se na osnovi senzorjev odloča sam, ker je teh senzorjev veliko in ker so razmeroma komplicirani. Tudi tisti, ki je sprogramiral robota, ne bi več točno, kaj bo naredil v določeni situaciji in potem vidi rešitev v tem, da reče temu, robot je pa inteligenten. Odlična iztočnica. Včasih smo rekli, da inteligenten je lahko samo človek. Ne? Robota je sprogramiral človek. To pomeni, da mu je vdahnil neke vrste avtonomnost. Avtonomno, ne bomo rekli razmišljanje, ampak zmožnost samoprogramiranja. Se pravi, če ni več nobenega vprašanja, potem želim našim gostom in seveda spoštovani gospodje in gospe lep večer še naprej. Vabljeni ste seveda tudi na zakusko v preddverje dvorca Lantieri. S tem zaključujemo današnji znanstveni večer. Hvala lepa za udeležbo.